Lepo pozdravljeni. Teden je okoli in spet je tu odmev tedna. Ta teden se je dogajalo veliko, tudi kakšnih tragičnih stvari. Komentirali bomo dogodke z komentatorko, analitičarko, pesnico, pisateljico. Z nami je gospa Milena Miklavčič. Dober dan. Lep pozdrav, gospa Miklavčič. Začnimo s tole sliko. To je Dijaški dom Ivana Cankarja, to je ta zadnja vest, kjer se je zgodil požar in je veliko otrok poškodovanih. No, na ta del Ljubljane sem nekako čustveno vezana, ker sem v teh stavbah, pravzaprav v Daču, v tistem starem delu, ki ga danes niti ni več, preživela dijaška leta in v Dicu so bili seveda fantje in nam dekletom so bili nekateri med njimi zelo všeč, veliko teh kontaktov je bilo med nami in zato se mi je nenavadno čudno zdelo, da je ta dijaški dom, vsaj tisti del, ki ga vidimo z glavne ceste, ko se peljemo po Poljanski, še zmeraj približno enak po videzu, kot je bil 60 let nazaj. To je eno takšno majhno presenečenje. Drugo, ni bilo pravzaprav presenečenje, ampak šokantno, da za naše otroke, za tiste, na katerih, bom rekla, sloni naša prihodnost, tako rekoč, rečem bolj kot nepesniško, niso poskrbeli v teh stavbah za protipožarno zaščito. Ja, kje imajo ti ljudje pamet? Ker vsaka trgovina, vsak hotel, vsaka javna stavba to mora imeti. Za otroke pa tega ni in vsi izgovori, ki sem jih v zadnjih dneh poslušala, da so imeli vse urejeno po predpisih, ja, seveda, ampak tistega, ki je te predpise pisal, bi bilo treba za ušesa, ja, kako je lahko izpustil to, da bi poskrbeli, da ne pride do tragedije v primeru požara. To je ena stvar. Druga stvar pa je, jaz nisem videla nobenega našega znanega politika, razen ministra za šolstvo, ki bi tam stal, dal kakšno izjavo, pokazal sočutje do otrok, ki so utrpeli tiste najbolj grozne poškodbe, do vseh ostalih, ki so bili prestrašeni. Nekako sem se celo strinjala s tistim, ki so komentirali po tem družabnem omrežju X, kakšen revolt bi se sprožil, če bi požar izbruhnil nekje drugje, tam, kjer so oni tako in drugače zainteresirani. In meni osebno je strašno žal, da se je to zgodilo, ker od zdaj naprej v bistvu ne bo nobenega zaupanja več. Starši bodo prestrašeni, otroci bodo prestrašeni, pa tudi kaj točno se je moralo dogajati ob 4 zjutraj, da je do požara prišlo, je to prišlo namenoma, nenamenoma, kaj se je vžgalo samo od sebe, to je vprašanje, na katerega pa jaz upam, da bodo in prizadeti in državljani zahtevali odgovor. No, zdaj po zadnjih poročilih, tako sem slišala, je menda zagorelo v nekem tem otoku za odpadke. Glejte, te otoke za odpadke, bila je pred leti kampanja, da v pisarnah ne smemo več imeti košev za smeti, ampak so tam nekje na hodniku neki skupni koši za smeti. Mislim, da je ta zelena norost, ki seveda posegla tudi v to spremembo, tudi naredila svoje. Ker če recimo ima nekdo koš za smeti v svoji sobi, bi takoj ugotovil, da se nekaj kadi, da se nekaj smudi. Zdaj pa to nek otok za odpadke nekje na hodniku, nihče ne ve točno, kaj je tam, kaj je kdo odvrgel, kaj se je zgodilo, nihče praktično ne ve, za kaj gre. Mislim, da je ta zelena norost, da temu rečemo, in vse te spremembe, ki smo jim podvrženi, da tudi mogoče prispevala k temu. Ja, pa še nekaj je prispevalo k temu. Skoraj 400 otrok je po noči brez kontrole. Tam je samo varnostnik,
kolikor so povedali vsi ti, ki so bili prisotni v minulih dneh v medijih, to pomeni, da nimajo nobenega vzgojitelja. V mojih časih, jaz se spominjam, vzgojiteljica Šorakove je imela ene take čevlje s temi, bom rekla, kovinskimi petami, ko je šla po noči gor, dol, po tistem lesenem hodniku. To smo se praktično vsi zbudili, ampak je s tem vzbudila v nas en občutek varnosti. Veste, ker otrok ne glede na to, da misli, da Boga drži pri 15 letih za brado, ni res. Ti potrebuješ nekoga nekje tam v ozadju, za katerega veš, da bo nad tabo bedel. In to, da tak velik kompleks ni imel nekega dežurnega vzgojitelja, ja. To je skregano z vsako logiko. Ja. Tisti, ki je verjetno zaradi financ, to nočno varstvo črtal iz teh dijaških domov in naredil grozljivo napako. To more biti, veste, po noč lahko pride kdorkoli. Pride lahko in v dom kdorkoli, lahko mladi iz njega odhajajo. Veste, to so stvari, za katere pač nekdo mora odgovarjati, ker ti otroci niso tam brezplačno. To morajo starši plačati. Ja, mladoletni otroci so tam praktično brez nadzora, brez varstva, izpostavljeni požaru, celo požarnih stopnic nimajo, ki so predpisane. Mislim, se to je neverjetno. Tudi ta stavba mi deluje dokaj nova, prenovljena. Res dvomim, da je to vse po predpisih. To najbrž tako kot kanal C0, ki je ves po predpisih, pa vemo, kako je. Ja, veste, to ti že po tej človeški plati, če si ti človek, če imaš doma otroke, če veš, da bo tvoj otrok hipotetično bival v takšnem domu leto, 2, 4 leta, bi tebe skrbelo, če bi bil odgovoren starš, kaj pa, če se kaj zgodi? Veste, ker je to zelo pomembno, da se ti ne obnaša samo tam kot en birokrat ali pa kot en politik. V takih primerih, ko pa gre za otroke, pa res se moraš obnašati kot človek, moraš se obnašati tudi kot starš, ker moraš ti hipotetično dopustiti možnost, da pa se lahko v taki velikanski stavbi, kjer je skoraj 400 otrok, zgodi marsikaj, tako in drugače. No in ta teden, na začetku tedna smo bili priča tudi bombnemu alarmu. 383 šol in vrtcev je dobilo neko sporočilo, pač bile so varnostne grožnje in seveda, zdaj kaj se je zgodilo? Slišali smo, da imajo nek protokol, Ministrstvo za izobraževanje, zdaj kar se požarov tiče, očitno protokola še ni, ne? Ampak kar se teh bombnih groženj tiče, pa je. Potem je nek študent odkril, da so prišle te grožnje iz Rusije, bila je grožnja z bombo, ampak tisto, kar je zaprepaščujoče, je, da je bila poslana okrožnica, tako je rekel Vinko Logaj, in da so rekli, da je to generirano sporočilo, to se pravi, da so ga vsi dobili, da ni neke bistvene nevarnosti. Ampak te okrožnice, to se je kasneje izvedelo, pa ni dobila niti ena šola. Tu so malce zavajali. Zdaj, kaj se bo zgodilo? Recimo prisluhnimo Ministrstvu za notranje zadeve, kako je tole razložil na začetku tedna v zvezi s tem bombnim atentatom oziroma bombo. Tako da jaz ocenjujem, da zaradi tega, ker je grožnja zelo nizka, da ni nevarnosti za seveda same otroke in pa zaposlene na šolah in seveda lahko tudi pomirim javnost, da je seveda slovenska policija skupaj z vsemi vzgojno izobraževalnimi zakoni odreagirala na način, kot je seveda treba odreagirati in tudi to na nek način je potrebno vedeti, da policija nadaljuje z intenzivno preiskavo te grožnje. No, lejte, tam sem videla mikrofon tudi Al Jazeere, medija. In menda, tako je prišlo to pismo ven, se je ta grožnja nanašala tudi na muslimansko grožnjo. To ni bilo kar samo bomba. Torej, česa se moramo bati, glede na to, da so res teli
odgovorni tako nerodni. In pri požaru, in pri neki grožnji, in obveščajo tja, malo sem, malo tja, malo zamudo. Spet se je zgodilo, da ravnatelji niso vedeli, kaj storiti. Nekateri so poslali otroke domov, drugi ne. Kaj si lahko mislimo o taki državi? Ko zaslišim tega ministra, ki smo ga pravkar videli v tej izjavi, mene postane na smrt strah. Zaradi tega, ker je dejansko v resnici največkrat ravno obratno, kot on v medijih daje različne take in drugačne izjave. Veste, ker tukaj spet gre za naše otroke. Tukaj ne gre, če lahko rečem, za neke odrasle, ki znajo odreagirati, vsaj naj bi znali, za nekoga, ki vsaj približno ve, kako mora v določenih trenutkih ravnati. V šolah so naši najbolj ranljivi. To so otroci, ki so prepuščeni na milost in nemilost. Naj se zgodi bomba, vsak bo reševal svojo kožo. Od tistega zgoraj do tistega spodaj. In otroci bodo prepuščeni sami sebi. Veste, od groženj, pa tudi, če so take, da jih je pač nekdo kot reklamo za čevlje razpošiljal na vse maile, jih je treba jemati resno. Ker od besed do dejanj je samo majhen korak. Nikoli ne veš, kdaj se vsi ti, pa Evropa je takšnih prepolna, odločijo, da pa bodo res eno šolo pognali v zrak. Z lahkoto to naredijo. Poglejte, kot sva prej govorili o požaru v Dicu. Teoretično bi bilo tudi možno, da bi nekdo podtaknil požar. Teoretično, na podlagi takšnega pisma. V neki osnovni šoli bi bilo teoretično možno marsikaj, da bi na prav poseben način vzpostavili požar, recimo v kuhinji, tam so plinske bombe in tako naprej. Nikoli človek ne ve. In zato bi morala biti ta varnost, ta skrb za naše otroke tako močna in tako izrazita, ne samo pri ravnateljih, pri učiteljih in ne nazadnje pri starših, tudi pri naših politikih. Ne mi govoriti, da takšno sporočilo ni nič. Pa da imajo vse pod kontrolo. Ja, kako bodo imeli vse pod kontrolo, če je prišlo to pismo iz nekega ruskega takšnega portala? Veste, to so neumnosti. Za otroke bomo pa naredili čisto vse, kar lahko. In jaz mislim, da osnovne šole že imajo dejansko res ta protokol, kako se zavarovati v določenih primerih. Seveda, treba je pa tudi na tej ravni države poskrbeti, da bo ljudi, ki bi bili potencialna grožnja, da neko šolo poženejo v zrak, tako ali drugače, da bi jih imeli pod kontrolo. In zelo veliko vprašanje pa je, ali imajo takšne posameznike dejansko na očeh. Še posebej zato, to so rekli ravnatelji, ne, seveda, če se nekaj zgodi in če se bo nekaj zgodilo, bodo vsi rekli, kaj pa je storil ravnatelja. Ne. Potem bo ravnatelj kriv, ki je dobil mešana sporočila, eni so dobili, drugi ne. Torej, to je res neka velika zmešnjava. In še posebej zato, ker pred časom v Zagrebu je bil nek pokol, je bilo ubijanje, pa ni šlo za nobene tuje državljane in ravno tako tudi v Srbiji par let nazaj. Ne? Ja, veste, ker mi živimo danes v zelo nenavadni družbi. Nismo samo ogroženi od teh, ki pošiljajo takšna pisma. Ker takšna pisma teoretično lahko pošiljajo tudi tisti, ki imajo zamere, sovraštvo, psihične težave, ker dan današnji ti ne smeš niti v razredu s prstom kazati na učenca, ki dela zdrahe, ki je nasilen, ki povzroča škodo, ker o vseh teh stvarih se praktično na glas nekako ne bi smelo govoriti.
jaz tukaj ne razpravljam kot nekdo, ki se na te reči spozna, ki ima vpogled tudi v ozadje, ki ve, kakšni so varnostni načrti in na šoli, in na ministrstvih in še kje druge. Jaz govorim kot človek, kot mama, kot nekdo, ki ga je strah. Veste, mi moramo imeti tudi navadni državljani, tudi pri takšnih stvareh neko mnenje, moramo se opredeliti, ali smo apatično do tovrstnih novic, ali nas skrbi, ali pa tudi s svojim povzdignjenim glasom želimo vplivati na tiste, ki imajo v rokah škarje in platno. In zato bi jaz pravzaprav s temi svojimi besedami nagovorila predvsem te, ki so na moji valovni dolžini, da se moramo prebuditi in da moramo z eno peticijo ali enoglasno vplivati na te odločevalce, tudi na dotičnega ministra, da več postorijo za to varnost. Ne samo na splošno v državi, ampak predvsem za varnost naših otrok. No, državljani so se zbudili v aktivno državljanstvo, če tako rečem, zdaj v zadnjem času tudi pri davku o nepremičninah, torej davku na premoženje, kot se to uradno imenuje. Pa poglejmo, kako ga je razložil v Državnem zboru predsednik vlade in kaj se je dogajalo. Želimo pa spodbuditi, da se prazne nepremičnine postanejo domovi. Bolj priročnega izgovora za nesposobnost človek težko najde. Kajti udaril bo najbolj pridne, marljive ljudi, tiste, ki so v preteklosti kaj ustvarili in gre za napad, dejansko napad na slovensko podeželje. Torej, davek na nepremičnine. Mislim, jaz se včasih sprašujem, koga smo mi izvolili v to vlado. In nimam besed. Veste, ker jaz v primerjavi z nekom, ki tole govori, nimam doktorata, Bog varne sreča, ampak imam pa, prepričana sem, veliko več zdrave kmečke pameti, da jaz razumem tistega, ki bi imel 2 nepremičnini in bi to drugo oddajal, zanjo pa bi moral plačati davek. Komu bi on ta davek naprtil na pleča? Ja, logično, temu, kateremu bi stanovanje oddajal. Mislim, to ve vsak. Odgovoril nekdo v vrtcu. A veste, to so stvari, za katere jaz ne razumem, po kakšni logiki oni razlagajo v parlamentu, da bi to šlo potem, ta stanovanje, da bi se povečal stanovanjski fond, da bi več ljudi prišlo do stanovanj. Teoretično, morda res, ampak najemnine bi bilo tako grozljivo drage, da se jih nihče ne bi mogel privoščiti. Pa ne, nazadnje vsake nepremičnine se tudi ne da oddati, ne? Recimo na podeželju je kdo podedoval, so ljudje podedovali zidanice, stare hiše. Kdo bo na podeželju to zdaj lahko najel, pa kdo bo želel to najeti? A veste, moramo pa še nekaj vedeti pri teh nepremičninah. S tem nepremičninskim davkom 1,43 bi bili na vrhu, na prvem mestu po stopnji nepremičninskega davka, sploh glede na to, da imamo mi že en kup enih davkov, ki so vkalkulirani v stavbno zemljišče, v to ali ono, ki ga že danes plačujemo. Jaz se popolnoma strinjam z Ivanom Simičem, ko je rekel, da pač brez davka ne gre. Je logično, da ne gre. Saj od tega pač mi financiramo in vzdržujemo državni aparat na vseh koncih in krajih. Vendar nekaj pameti pa bi morali imeti. Ker tudi na to moramo pomisliti, kako so določene nepremičnine po tem GURS-u ocenjene. Ja, nekatere so banalno malo. Nekatere so ocenjene tako malo, da ni vredno omembe besed. Ravno zdaj se prodaja ena taka nepremičnina za recimo 1.300.000 pa še nekaj, po tem GURS-u pa je tam ocenjena na malo manj kot 300.000. To pomeni, da so tudi te vrednosti teh nepremičnin tako
raznolike, da je nerealne. Nemogoče je pripopati na te nepremičnine, še ta nepremičninski davek, ker enostavno to ne bi bilo pošteno. Ne bi bilo pošteno in Jan Zobec je o teh stvareh zelo lepo povedal, to ni pošteno, kar oni pripravljajo in jaz samo upam, da bo ta projekt, davek na nepremičnine, še eden od teh nešteto projektov, ki pač, o katerih se je tresla gora, na koncu pa se je rodila miš. Ja, seveda. Od tiste obljube 20.000 ali 30.000 novih stanovanj ni zdaj nič, niti poplavljenci nimajo niti ene hiše. Nek gradbenik je moral donirati, a ne? In seveda, če bi to želeli, naj sprostijo gradbena dovoljenja. Zakaj se čaka par let, da na parceli nekdo sploh nekaj sezida? No, seveda. Veste, pri nas je ena taka zelo zanimiva situacija. Nekoč sem prebrala, da imamo toliko paragrafov zaradi tega, ker imamo vsako leto par sto novih teh birokratov in morajo oni pač eno delo imeti, prelagati papirje z enega kupčka na drugega. Jaz se spomnim, ko sem imela že 100 let nazaj en pogovor z predvojnim županom, Postotnikom v Gorenji vasi in on je razlagal, da je imela takratna Banovina v Ljubljani, ne vem, recimo 12 zaposlenih uslužbencev. Področje, ki so ga pokrivali, pa ni bilo niti tako majhno. Danes si človek sploh ne more predstavljati, koliko je teh različnih uslužbencev povsod zaradi tega, ker jih pravzaprav že eno ministrstvo jih je tam več 100. Pa kaj tam dela več 100 ljudi in potem, ko izveš, da ti ljudje delajo od doma, nevidno delo. Nevidno delo od doma. In mi imamo danes to nevidno delo, če lahko samo še to dodam, je pravzaprav postalo en sinonim, ena burleska za vse to, kar je v naši državi pravzaprav skregano zdravo kmečko pamet. No, in ta burleska se zdaj odvija tudi na področju omrežnine. Zdaj poglejmo, kako je podjetnik Joc Pečečnik tole komentiral, kaj se njemu zgodilo. Samo 25% vse električne energije vzamejo gospodinjstva, 75% pride pa na gospodarstvo in javne službe v zasebni in državni lasti. Zdaj jaz bom povedal na svojem primeru, recimo mi smo Kostelo po dolgih letih iz tujcev odkupili nazaj. Prvič po 20 letih je poslovala z nekim pozitivnim dobičkom in 60% ljudi smo več zaposlili, popravili vso tovarno in vse. Zdaj smo pa dobili od te, bom rekel, pokvarjene agencije ali pa nesposobne darilo to, da smo na 3000 evrov elektriki plačali 6000 evrov omrežnine. In ljudje moji, kdo na tem svetu lahko razume to norost, da za 3000 evrov porabljene energije plačaš 6000 evrov omrežnine. In odgovor na vaše vprašanje je, to ne more preživeti nobeno podjetje. No, seveda ne, lejte, tako kot tiste kupone za šoštansko termoelektrarno, neke kupone kvazi, sploh ne vemo, zakaj jih plačujemo in kam gre ta denar. Seveda tudi ta omrežnina, jasno, tudi gospodinjstva, ki 25% te omrežnine se dotika samo gospodinjstev, pa vendarle tudi ljudje, ki ne porabijo nič elektrike, recimo v vikendu imajo izklopljeno elektriko, plačujejo 5-krat višji račun za neko omrežnino, ker po omrežju sploh ni steklo nič. Mislim, kakšna norost je to? Povejte nam. Gospa Vida, uporabljate napačno besedo. To ni samo norost, to je svetovni nateg. To je nekaj, kar je skregan z vsem, kar razumen človek si lahko predstavlja. Ker zdaj si vi samo predstavljate, kako so nategnili, jaz se oproščam, ko uporabljam to besedo, tiste, ki so postavili elektrarno na svojo streho. Ja, tudi vi ste med njimi, ne? Tudi jaz sem med njimi. A si vi predstavljate naš račun, ki smo ga 14 dni dobili?
In to je nerazumljivo, da te nekdo najprej nagovarja, bodi osveščen, bodi ekološki, dajte si naštima to elektrarno in pri nas smo v hiši 3 stanovalci, smo rekli, pač bomo to storili, saj bomo to lažje plačali, kot če bi bil en sam. No, in zdaj bolje, da napovem, s kakšnimi komentarji komentiramo to omrežnino, pa nismo edini. Ker takšnih, ki so jih podobno potegnili za nos, je še zelo veliko in tudi zaradi v tem grmu tiči zajec, da je tudi interes za te elektrarne v zadnjem času padel praktično na nulo, ampak ta omrežnina ni drugega kot to en poseben davek, ampak ne na elektriko, na našo državljansko neumnost, ker oni so spoznali, da je lahko ta omrežnina skače v nebo, lahko si zaradi teh poračunov, ki so jih zdaj ljudje dobili, ljudje najamejo celo kratkoročne kredite, da si račune lahko plačujejo, ampak državljani Slovenije bomo kljub temu lepo tiho, ponižno, pridno sprejemali vse te udarce in ne bomo povzdignili glasu, ampak bomo preprosto rekli, ja, sej tako že more biti. Jaz sem od Pečečnika poslušala cel posnetek, ne samo tole in ga je fajn slišati, čeprav ne vem, zakaj je on tiste svoje desne vmes vpletal, ker pri tej omrežnini pa res ne vidim nobenega z desne strani, da bi imel kaj zraven, ali se pa motim, pa vendar, če bojo s to omrežnino ga še naprej tako biksali, veste, to bojo celotno gospodarstvo pravzaprav spravili na kolena zaradi svoje neumnosti, pogoltnosti, oziroma jaz praktično ne vem, kdo je tisti, ki vse to dirigira. Kdo pije, kdo plača, očitno ne ve niti predsednik vlade. Ampak glejte, v Državnem zboru je bila zdaj razprava o tem, da bi vendarle zamrznili, spremenili, zdaj bodo nekaj storili. Poslušajmo, kaj so povedali v Državnem zboru. Na vprašanje, kaj pa omrežnina, odgovori umetna inteligenca. Vlada nima dolgoročne strategije in je neučinkovita. Obremenitve so nesorazmerne glede na koristi. Problem je netransparentnost pri oblikovanju cene. Pričakujemo, da bo agencija prilagodila metodologijo, zato da bo upoštevala osnovne usmeritve, strateške usmeritve Republike Slovenije. Če bi se izkazalo, da ne bo prišlo do ustreznih popravkov, pa danes vemo, po kateri poti iti, zato da lahko take popravke izpeljemo skozi Državni zbor. No, in zdaj bo predsednik vlade delal popravke, nas sramotil pred Evropsko komisijo, ki seveda ne dovoli, da se v neodvisno agencijo posega. Torej, kako lahko komentiramo to zmešnjavo? Jaz mislim, da ta zmešnjava pravzaprav ne zasluži kaj več komentarja, kot samo to, da riba smrdi pri glavi. In to, kar je riba najprej svojo glavo, verjetno, glede na izkušnje, ki jih imamo 3 leta, ukazala, določila, predlagala in uradnike prisilila, da so storili to in to, je pač zato, da bi ta riba sebe izmazala in pokazala, da pač ni nič kriva, sedaj ukazuje stvari, ki so prav tako v nasprotju z neumešavanjem, z neko neodvisno agencijo, kar nam bo spet iz te bruseljske smeri, bom rekla, se nam bojo smejali, kar pa se nam bodo upravičeno smejali, čeprav verjetno ga ni, ki ne bi vedel, kako stvari v Sloveniji potekajo. Ja, samo ukrepanje nihče. Torej, dogaja se pa marsikaj že na področju Gibanja Svoboda. Iz Gibanja je izstopil Tine Novak in je prestopil v skupino nepovezanih poslancev. Šel bo seveda k gospodu Logarju, k demokratom. Kaj si lahko obetamo? A to že pomeni, da se ta ladja Gibanja Svoboda potaplja, da že bežijo stran, si iščejo nove službe? Ne, nikakor. Veste, Gibanje Svoboda je
preveč trdno povezana s temi različnimi položaji in s tem, da so si vsi ti poslanci, ki so se ognezdili v parlamentu, imajo odlične plače, cel kup dodatnih ugodnosti. In tale gospod se je zelo simpatičen, prvič v življenju ga vidim, sploh nisem vedela, da sedi v parlamentu, je pač prestopil k Anžetu Logarju z takšnih in drugačnih pragmatičnih razlogov. Verjetno računa na to, da bo Logar prišel v parlament in potem računa tudi na to, da bo lahko v Ljubljani v parlamentu sedel tudi v naslednji sestavi. To so zelo človeške, zelo osebne odločitve, da bi pa svoboda kot takšna, če lahko to rečem, z očmi nekoga, ki živi Bogu za hrbtom tam v nekih žireh, da bi svoboda zaradi tega razpadla, pa ne bo. Oni imajo povezave razpletene čisto vse povsod in že od nekdaj velja, da poglej, če ti kaj ni jasno ali razumljivo, poglej, kdo ima od tega koristi, takšne, drugačne, in ugotoviš, da vsi ti, ki sedijo v parlamentu, v tej vladi, imajo toliko medsebojnih koristi, da o razpadu do volitev jaz ne vidim čisto nobenega razloga. Ne bo predčasnih volitev. No, pa vendarle ne, se na desnici že pravzaprav pogovarjajo oziroma ne pogovarjajo, ne vemo točno, kaj se pogovarjajo, o morebitnem povezovanju, predvolilnem povezovanju na desnici, ker bi sicer z razpršitvijo glasov med več majhnimi strankami pravzaprav vsi izgubili. No, poglejmo zdaj, kako je na to reagiral, kako so reagirali v Slovenski ljudski stranki. Združevanja ni na mizi, ga nikoli ni bilo na mizi. Gre za to, da se išče način sodelovanja v predvolilni oziroma sodelovanja za parlamentarne volitve in mogoče kasneje tudi na lokalnih volitvah. Gre pa za to, seveda logika močnejši, lahko premaknemo več. Jaz to razumem kot komplementarnost, da se lahko medsebojno izjemno dobro dopolnjujemo. Je pa Nova Slovenija, krščanski demokrati smo pa vendarle edinstveni, tako da ni take na slovenskem političnem prostoru. Jaz mislim, da smo naravno si najbolj sorodni. Idealno bi bilo, če bi se uspeli še s kom na tako imenovani levici dogovoriti. Ne čutim nobene potrebe po temu, da bi sklepali že zdaj neko predvolilno koalicijo. Torej, tu imamo nekaj teh strank, tudi stranko gospoda Lotriča, Fokus. Kaj jim vi napovedujete? Jaz osebno sem že 1000-krat rekla, da bom v naslednjih volitvah volila tistega, ki se bo želel na desnici povezovati. Kajti vse stranke, ki so tudi v preteklosti vztrajale, govorile, prisegale, s kom se one ne bodo družile, z njimi nočem imeti čisto nobenega opravka. In tudi Slovenci, nasplošno državljani, ki želimo imeti drugačno vlado, ki želimo imeti neke spremembe, ki želimo dobiti končno že vlado, ki ne bo ropala. Veste, mi moramo vztrajati, da se ljudje, ki imajo vsaj še eno minimalno to držo, moralno držo v sebi, da se med seboj povežejo. Ne, da se stopijo, Bog varne sreča, ampak da se med seboj povežejo v vseh tistih elementih, v katerih pa so si morda sorodni, sorodni so si pa v tem, da želijo Sloveniji dobro. In stranke, ki vztrajajo, da se ne bodo med seboj pogovarjale, te stranke Sloveniji ne želijo dobro. Ker tudi oče in mama, ki se med seboj prepirata in na svojih otrocih lomita kopja, otrokom ne želita dobro. Enako tudi stranke, ki se med seboj ne želijo pogovarjati in tudi združevati. In moralo bo nastati bo moral en nov demos, ki bo vse te stranke
nekako združil, da bodo končno spet delali v dobro Slovenije. Ne v dobro lastnega Šparovčka in v dobro lastnih pozicij, ki bi jih imeli v parlamentu. To pomeni, da so za 4 leta preskrbljeni finančno, ampak v dobro Slovenije. In državljani bi morali delati na tem, tudi njihov odnos do politike bi se moral do te mere spremeniti, da bi vztrajali, da so stranke med seboj povezane v dobro njih, ne v njihovo lastno dobro. No, ampak recimo v tem mandatu so pa precej na škodi tudi podjetja, gospodarstvo. Ne? Skoraj bi človek rekel bolj kot državljani, da ta vlada je nekako državljanom še na nek način prisluhnila, ker se boji tega rezultata, slabega volilnega rezultata, ampak gospodarstvo pa res z omrežninami, z vsem, kar se dogaja, je dejansko na slabem. Koliko možnosti ima po vašem mnenju gospod Lotrič, ki kani povezati, saj tako želi, gospodarstvenike na eni in drugi strani? No, kar se tega tiče, komu želi ta vlada škoditi, se jaz počutim kot leta 1945, čeprav se takrat še nisem rodila. 45. leta so naredili vse, da uničijo kmete. So naredili vse, da uničijo podjetnike in inteligenco. In danes je približno enako. Kaj počne ta vlada z zdravniki, ki so pravzaprav v bistvu nemočni, ker jim tudi družba kot takšna naseda na besedičenje vlade in jim več kot toliko ne stoji ob strani. Kaj počnejo v tem trenutku z gospodarsko zbornico, to se pravi s kmeti? In kaj počnejo s temi obrtniki, s podjetniki, s temi, ne samo s temi maržami, tudi z milijon davki, ki se grmadijo na njihovih plečih. To pomeni vse tiste, ki nekaj proizvajajo, ki so nekako gonilna sila nekega naroda, skušajo ta vlada uničiti. In zakaj jim to uspeva? Zaradi tiste preklete slovenske fovšarije. A veste, ker Slovenci smo v svojem bistvu, imamo to enakost in enakopravnost, ki smo jo trajbali tam 80 let, da moramo biti vsi enako oblečeni, vsi enako revni, vsi moramo hoditi v dom, sindikalni dom na počitnice, imamo to v krvi. In potem, kakor hiter nekdo iz tega povprečja nekako zaštrli, naredimo vse, da ga dol potlačimo. In če bi bili Slovenci pametni, bi gotovo, o tem je tudi že Žiga Turk nekaj pisal, bi se nekako osredotočil tudi na take stranke, kot je stranka gospoda Lotriča. Ker on je podjetnik, on je pravzaprav v Sevški dolini iz nič postavil svetovno znano podjetje. To pomeni, da je on nekdo, ki te stvari, to obrt nekako obvlada. In mi bi morali se nekako na take ljudi, ki obvladajo to svojo obrt, katerokoli že, bi se morali pravzaprav na nje prilepiti. Mi pa počnemo ravno obratno. Mi nekako svoje simpatije usmerjamo v tiste, ki živijo, če tako banalno rečem, na državnem proračunu, ki ne ustvarjajo, ampak čakajo, da bodo iz državnega proračuna nekaj dali. In zato, če bomo Slovenci pametni, pa če bomo tudi konec koncev, če bodo mediji govorili o gospodu Lotriču v tej smeri, v tej podjetniški smeri, potem imam upanje, da bo on po naslednjih volitvah prišel v parlament. Če bodo pa tudi mediji privlekli na dan vse tisto, kaj on ima, pa kaj recimo ljudje, ki tam živijo, nimajo, ali pa Slovenci na splošno nimamo, pa verjemite mi, gospa Vida,
on parlamenta ne bo videl niti od blizu. No in v prid tej vaši trditvi, da gre pravzaprav tudi za napad na kmete, je tudi, govori tole dejstvo, da je vlada, tole imamo fotografijo kmetijske ministrice Mateje Čalušić, oni so zdaj menda v tajnosti pripravili 7 zakonov, ki se dotikajo seveda kmetijstva. No, po enem zakonu pravzaprav jemljajo kmetijsko svetovalno službo kmetijsko-gozdarski zbornici, ne, ker je tam mogoče pod vpliv prišla bolj stranke SDS, tako pravijo, tako ji bodo vzeli to svetovalno službo. Kar pa je tudi v bistvu povedno je pa to, da v bistvu bodo razvrstili kmetije v 4 ekonomske razrede in seveda samooskrbne, male, razvojne in tržne in dejansko glede na ta prihodek bojo morali postati gospodarske družbe praktično, odpreti SP-je. Tu vidimo, da gre v bistvu za nerazumevanje kmetijstva, pa da bi seveda še več obdavčili ljudi. Kako vi gledate? Vi prihajate na nek način s podeželja. Kako vi gledate na to? Ja, veste, to se je pa človeku zazjokati. Ker v živeh z okolico je bilo nekdaj pravzaprav nešteto kmetij, zdaj vztrajajo še tisti najmočnejši, tisti, ki so najbolj pripadni zemlji, pa še ti so tako majhni, zaradi tega, ker se tudi ta kmetijska zemljišča počasi pozidavajo z industrijskimi conami, kar še ni, se še namerava in pravzaprav bomo iz enega takega področja, kot so recimo žiri, kmeta prej ali slej iztisnjen ven. Tako da ne bo praktično nikogar več, ki bi se sploh še želel s kmetijstvom ukvarjati. In če ga bomo še na ta način nekako pritisnili nanj, kaj on more recimo tudi voditi, različna knjigovodstva, kakšna poročila more dajati. Računovodkinjo. Pa vse te stvari, kje bo pa on dobival denar. Ker te kmetije so danes pravzaprav tam, kjer so v glavnem družinske kmetije. V Žireh imamo samo eno gospo Nado, ki vztraja, stara je približno toliko kot jaz, na svoji kmetiji in dela pravzaprav za 10 ljudi. Takšnih v mlajših generacijah, ki bi bili tako delovni, kot je ona praktično, skoraj da ne srečaš več. In da bi še te, ki poskušajo nekaj ustvariti na svoji kmetiji, še dodatno poskušali uničiti, pa potem reči, poglej, kakšen traktor ima. Ja, čakaj malo. To je njegovo osnovno sredstvo, brez katerega on ne more nič. A veste, in mi dejansko res ne moremo ustvarjati kmetijske politike v nekem okolju, za neko mizo, za nekim računalnikom, kjer je svet zelo drugačen od tistega, ki ga mi živimo na kmetih. Pravzaprav nas boli glava že ob vsem tem, kar izvemo preko medijev, ker ugotavljamo, da pojma nimajo niti o tem, kako se živi izven Ljubljane, da bi kaj več vedeli o tem, kako danes živi kmet. Veste, to je skregan, pa spet ponavljam s tisto zdravo kmečko pametjo, ko dejansko res ne veš, odkje so se vsi ti ljudje vzeli, ki želijo vse tisto, kar mogoče še živi na nek način uničiti, da bo Slovenija spremenjena v puščavo. Ja, vprašanje je res v kaj. Mogoče v zverinjak Evrope, ne, to smo včasih rekli, ker medvedov pa ne bi pobijali. Ampak ne glede na to, veliko tega prihaja iz Evropske unije, Evropske komisije, neki ukazi, neke direktive, ki so za nas praktično neizvedljive. Ampak v tem tednu je pa v Evropskem parlamentu posvetil nek žarek upanja, ne. Lahko rečemo zdaj konec januarja, je pa vendarle odbor Evropskega parlamenta za peticije zasedal na predlog seveda gospoda Ferenca in evropske poslanke in seveda oni so pa rekli, da bodo vendarle pripravili resolucijo
o ohranjanju spomina na žrtve povojnega komunističnega obdobja v Sloveniji. Gre za neko akcijo, ki so jo sprožili že lansko leto, še pred evropskimi volitvami. Namreč, v Sloveniji je okoli 700 grobišč, skozi Slovenijo se je pomikalo veliko vojaških formacij, kmetje so odšli, ki so se bali komunizma, bolševizma, vsi so se selili na Vetrinje ali pa recimo sploh v ta južni del Avstrije, v Pliberg, pa vendarle jih je potem Churchill oziroma Britanci so jih kakšen teden, 14 dni neusmiljeno vračali, da jih je Tito pobil. Čisto enostavno povedano, zdaj te ljudje ležijo, te kosti ležijo v nekih gajbicah ali pa so še neodkrite. Zdaj gre za to, da bi pravzaprav te ljudi pokopali in uvedli dan spomina na žrtve komunističnega nasilja, kar je bilo uvedeno, pa ukinjeno s to vlado. Mi pravzaprav še vedno nismo potegnili črte pod to obdobje. Veste, na tem področju smo Slovenci izjemno zanimivi. Nekako se nismo kot posamezniki, kot narod soočili s tem, kar se je dogajalo po vojni. Ker moramo zmeraj ločiti tisto, kar je bilo med in kar je bilo po vojni. Veste, to, kar je bilo med vojno, ko so se pobijali enkrat eden, drugič drugi, to jaz pustim pri miru, ker vojni čas je nekaj posebnega in takrat ljudje razumsko več kot toliko ne razmišljajo. Ampak to, kar se je podogajalo po vojni, ko so nastajala vsa ta morišča, vsa ta grobišča, veste, nekdo, ki je človek, ko ni zver, bi se moral že z ene pietete, z ene srčnosti, zaradi enih obče človeških moralnih vrednot tem žrtvam pokloniti, ker to ni nekaj, kar govorijo janšisti ali pa cerkev ali njim podobni, to je nekaj, tem žrtvam se je treba pokloniti kot z ene take človeške distance. In mi tega nismo sposobni. Bom povedala eno anekdoto, ko boste mogoče razumeli, zakaj tudi navadni ljudje ne čutijo te potrebe. Jaz sem bila nekoč pri eni družini, ki so tudi v teh povojnih pobojih izgubili neki stricev. In ko sem prišla v njihovo hišo, so imeli tam bohkov kot in na eni strani so bili pač na sred križ, potem je bil slika Jezusa, na drugi strani je bila pa slika Josipa Broza Tita. In kako tem ljudem, ki so imeli Titovo sliko v bohkom kotu, dopovedati, da je on pravzaprav tisti, ki je podpisal vso to morijo, tudi za njihove strice, veste, to je pa misija nemogoče. In takšnih ljudi, ki imajo to vrstne bohkove kote, mogoče ne v svoji dnevni sobi ali v hiši, ampak v svoji glavi ni tako malo. In zaradi tega nekako tudi teže priznajo te povojne poboje. In zaradi tega se obračajo stran, pa pravijo, pustimo preteklost pri miru. Ampak ni res. To, da imamo dan spomina tudi na tiste žrtve, ki so po nepotrebnem bili ubiti, in to nekateri na izjemno zverinski način, veste, to je tisti človeški odnos do sočloveka, ki ni bil praktično ničesar kriv, ki ga je sovraštvo, bes, strast in ta zločinski nagon ga je spravil na drugi svet. In brez sodnega. Brez česarkoli. Ja. Samo to, da je sodno, veste, to za običajnega človeka niti ni pomembno toliko, ker dokler bo on imel v glavi na eni strani podobo Jezusa Kristusa, na drugi strani pa Titovo sliko, vmes pa križ, je to misija nemogoče, da ga boš ti spremenil in da boš ti mu dopovedal, da je ta Tito zakrivil smrti vseh tistih, ki so, za katerimi se je po vojni tudi iz njihovih družin izgubila vsaka sled. Ampak vse to se dogaja zato, ker država še vedno
34 let po osamosvojitvi ni na simbolni ravni tega storila. Nihče ni rekel, kaj je bil komunizem. V televizijskih prevodih te besede ni, čeprav to reče predsednik Amerike. Spomenike imamo, v Velenju spomenik Tita. Nihče ni rekel, lejte, dajmo postaviti še mogoče spomenik komu drugemu ali pa samostojni Sloveniji. Zdaj celo slišim, da je bil nek dokumentarec na RTV-ju, kjer predstavljajo seveda tisto Sonjo Lokar Solzo, ki je jokala, ker so šli iz partijskega kongresa. V bistvu so sami sebi reševali zadnjice, ker je vse skupaj razpadlo, Romunija razpadla, Berlinski zid je padel. Oni zdaj sebe predstavljajo, da so bili pa oni pravzaprav za osamosvojitev in vlečejo spet to rdečo bolševistično nit in to sluz in to nesnago v samostojno Slovenijo. A lahko samo nekaj povem. Jaz velikokrat, medtem ko kuham, pa če mož gleda kakšne te ameriške filme, recimo Top Gun, ko igrajo ti različni junaki. Ti filmi niso samo vojaški, ampak so izjemno domoljubni. Recimo, zdajle sem gledala eno nadaljevanko Nočni agent. To je poka od domoljubja. A veste, to ni samo akcija, to ni samo tam streljanje s pištolami. Ti ameriški filmi pokajo od domoljubja, zato pa je en povprečen Američan tako poln domoljubja, zato je tam, kamorkoli greš, vidi same tiste njihove zastave, zastavce in tako naprej. Kaj pa pri nas? O tem, kaj se je dogajalo takrat, ko smo se ločevali od bivše države, ko tistih 10 dneh vojne, a imamo kakšen film, a imamo kakšen, recimo, kakšen tak obeležje. Ničesar. In s takimi dokumentarci, kot je ta, s temi solzami ob odhodu iz tistega kongresa, veste, o ljudeh, ki so že itak zelo vodljivi. Slovenci smo izjemno vodljivi, vzbujamo občutek, da pač je bila ta 10-dnevna vojna, da je bilo to nekaj nepotrebnega, da itak bi do tega nekako prišlo, ampak in da so se oni spomnili za samostojno. In da so se pač nekateri, ki so sedeli oziroma ki so čukali tam v kletnih prostorih Cankarjevega doma, pa se tam nalivali žganjem, sem brala zadnjič nekje zapisano, da so danes nekakšni junaki, v resnici so pa junaki ti, ki so takrat odšli z tega. S Kučanom na čelu. Z njim na čelu. Ampak veste, to je pa zaradi tega, ker je splošna klima v državi takšna, da naša država, Slovenija, ni v naših srcih. Otroci v šoli se komike o njej učijo. Nimamo nobenih teh, bom rekla, teh nekih občečloveških vrednot, ki bi bile povezane s to osamosvojitvijo. Vi samo pomislite, kakšen cirkus je zdaj nastal, ko so bili ti panoji Simon Gregorčič, državni sovražnik postal. Da je to postal glik, da ne državni sovražnik številka 1. In to je tisto, ko mi kar mislimo, se so oni rekli, da to pa ni spodobno, da to pa ni prav, vse Bagola rekel, da to pa ne sme biti, da to vzbuja sovražnost. In vse to se lahko dogaja v Sloveniji samo zaradi tega, ker so nas prepričali, da je osamosvojitev nekaj, česar se moramo sramovati, da je to nekaj, ko pač že obesimo tiste ene čudne zastave. Če sploh. In tudi, če jih izobesimo, je pa pač to nekaj, ki smo takrat frej, pa lahko gremo na morje. A veste, ni to nekaj čustvenega, ni to nekaj, recimo, se spomnim, ko moj starejši vnuk, ko je začel dojemati svet, ko je bil še čisto mičken, 3-4 leta star, pa se je dal takole roke na prsi, pa zapel Zdravico. A veste, mi nimamo danes tega, da bi bili na to ponosni, ker nam niso to od mehkih nog vzgojili. Mi nimamo enega Top Guna, da bi se z njim poistovetili, pa rekli, poglej, se to, če gre skozi krvave bitke, na koncu bo on
dvignil zastavo pa zmagal. Nimamo tega. In to je narobe, veste, ker niso proslave tiste, ki bi dvignile to domovinskost v nas. Veste, to so drobne stvari, ki nam umanjkajo v vsakdanjem življenju, in smo se kar navadili s tem živeti, da je pač bitka na Neretvi tista alfa in omega, kar je vredno spoštovati in o čemer se je vredno recimo pogovarjati kot o enem takšnem junaštvu. No in za nameček je tu seveda vprašanje, Zoran Janković, Kučanov prijatelj, ne dovoli, da bi te kosti, ki ležijo v Gajbicah v Kočevju, torej vseh teh, ki so jih našli nepokopane v teh jamah, v teh odprtih grobiščih, da bi jih pokopali v Ljubljani. Ja, to je pa politična odločitev, veste, to je pa zelo politična odločitev. A ne? Mogoče bojo ljudje zdaj malo drugače gledali nanj, ker je pač napisal to pismo simpatije do Vučića, glede na to, da je ta Vučić zelo osovražen trenutno v Srbiji in tudi pri nas smo nekako naklonjeni na splošno tem protestnikom v Srbiji. Torej Srbi v Sloveniji so jim naklonjeni, ne? On pa je Vučiću napisal eno tako zelo prijazno pismo. Veste, ker Slovenci smo en tak čuden zagalindran narod. Vsi vemo, da bo recimo ta vodovod oziroma drekovod C0, ja, da bo povzročil, če pride do takega primera, kot je recimo požar v tem vicu, da bo cela Ljubljana obležala in da se lahko zgodijo tudi smrtni primeri, če pride do onesnaženja. Ampak mi tega, oziroma Ljubljančani tega ne morejo dojeti, dokler se to ne bo zgodilo. Ampak potem, ko se bo zgodilo, bo pa hudič. In tudi vse drugo, kar se dogaja v Ljubljani okoli Jankovića, a veste, konec koncev, to je počas, da v Ljubljani je praktično, slišiš, kom je še kakšno slovensko besedo, pa je to ljudem kar normalno. A veste, pa ko greš po Čopovi, pa vidiš tiste zabite trgovine, ko zgleda kot tam eno čudno predmestje, tam nekje, Bogu za hrbtom, pa je nam kar v redu. A veste, to so stvari, ko jih sprot se žabe kuhajo v vreli vodi. Ampak jaz mislim, da ne bo fajn, ko bojo te žabe skočile ven, tik preden se jih bo pošteno skuhalo. No, mimogrede, zdaj ste omenili Čopove, mi vsi hodimo po himni, ki je na tleh napisana pred pošto. To moram vsakič povedati, ker to je za mene nespremljivo. In to spet mirno gledamo, še nihče ni niti opazil, pač pluvamo po tisti svoji himni, hodimo po njej in to je to. Ampak glejte, seveda to se dogaja tudi zato, ker nagrajujemo z izrednimi pokojninami neke kulturnike, recimo nekaj takih jih je, z rdečo zvezdo, ali pa tudi ne vemo, kaj točno delajo, ker je tudi kakšno delo tudi nevidno. No, ampak zdaj je poslanec Andrej Hoivik je napovedal, da bo stranka SDS proti tej uvedbi dodatka k pokojnini za izjemne dosežke na področju umetnosti, bo začela postopke za razpis zakonodajnega referenduma. Kako se mi obnašamo do upokojencev? Kaj to pomeni za upokojence? Kajti zdaj z dodatkom bodo upokojenci, lahko rečemo medve, dobili v letu 5 evrov dodatka. Te dodatki bodo pa 1500 evrov visoki. Veste, prva stvar, ki bi jo morali zacementirati, bi bilo to, da bi ta upokojensko blagajno imeli v lasti samo upokojenci. Ampak ne vsi upokojenci, tisti, ki so vanjo skozi 40 oziroma več let celo vlagali določene prispevke. Samo oni imajo pravico do upokojenske blagajne, nihče drug. Ampak na upokojensko blagajno so prilepljeni še takšni in drugačni sateliti, no in za piko na i
bojo prilepljeni še ti izjemni, zaslužni in tako naprej umetniki in športniki in Bog vedi kdo še. To pomeni, da bo masa vsega denarja, da bo toliko nižja za vse tiste, ki pa bi morali dobivati, če ne drugega, vsaj 13. pokojnino, ki bi morali dobiti spodobne te zimske dodatke, letne dodatke. Usklajevanje z inflacijo koncev. To bo vse odpadlo. Zaradi tega, ker bo nekdo, recimo gospa, ki je na sliki, po tem dodatku dobila recimo okoli 3000 evrov na mesec. To ni številka, ki sem si jo izmislila, to sem pobrala v teh poročilih. Veste, to ni prav in to bi se morali upokojenci začeti zavedati, da se bo teh, ki se lepijo na žule njihovega minulega dela, da kaj pa veš, kdo se bo naslednji prilepil na njihov denar. S tem, da je okoli 58 000 upokojencev še zmeri tisti, ki dobivajo najnižjo pokojnino. To ni fair do vseh upokojencev, ki že itak živijo v nemogočih razmerah, razen tiste smetane, ki pač dobijo ene spodobne zneske. In če so Zdaj pa spet bom povedala na svoj način, kot nekdo, ki gleda z očmi na vse to, kar se pri nas dogaja, z očmi običajnega državljana. Če so upokojenci tiho in jim je to prav, da bodo takile, da ne rečem kakšne neprimerne besede, živeli na račun njihovih žuljev, potem pa naj bo tako. Če bi upokojenci šli na cesto, protestirali, naredili vse, do tega ne pride, veste, tudi referenduma ne bi potrebovali. Tako pa smo tiho, lepo si rečemo, ja, v redu, če sem do zdaj z 10 evri na teden prišel skozi, bom pa zdaj mogoče z 8 evri prišel skozi. A veste, ja, bom pa za elektriko, ko prišel proračun, bom pa vzel kredit za omrežnino. Veste, to so stvari, ki se dogajajo zato, ker smo državljani tiho. Ker vse to sprejemamo kot nekaj normalnega. Ja, v redu bojo pa pač imeli. Veste, to ni v redu, ker smo tiho. Če so v Beogradu 100 000 na ulici, mi pa zaradi takšnih stvari lepo doma, mogoče celo ob hladnem šporgertu, pa rečemo, ja, sej bo boljš, a ne bo boljš. No, ampak glejte, ko je poslanec Hoivik zahteval podatke, menda je 136 takih upokojencev že, menda se to celo deduje, pa seveda partizanskih penzij je tudi kar nekaj, najmlajši s partizansko penzijo je 25-letnik, to je tudi nek absurd, partizanov praktično ni več, ampak penzionistov pa še kar vedno več. Skratka, teh podatkov ni, to je problem. Ja, seveda ni problem. Če ti, ne vem, če otrok ukrade čokolado, verjetno je ne bo pred tvojimi očmi pojedel tik pred kosilom. Ampak bo čokolado pač nesel v en stranski prostor in si jo tam prvošil. In oni tudi ne bodo dali teh podatkov na dan, komu vse bodo dodelili te naš denar. Moj denar, tvoj denar, ker to ni samo naš denar, to je moj denar, in je tvoj denar, ker so tudi midve vlagale v ta sklad 40 in več let. To ni neki, ko je tam, kako bi rekla, to ni kot en podatek, ki ga dobiš na internetu. To je stvarnost. Zaradi vseh teh ljudi bomo mi prikrajšani in to dejansko prikrajšani pri marsičem. A veste, in upokojencu, ki že itak zna šparati, bo to, da bo imel enih povprečnih 5 evrov na leto več, ja, lepo vas prosim.
A ne, Sramota. 5 evrov, to je sramota. Ja. No in seveda, taka sramota se dogaja tudi na področju otrok. Glejte, zdaj zbiramo denar za otroke z redkimi boleznimi. Prisluhnimo, za kaj gre. Sedaj pa zbiramo seveda tudi vsem srcem za Matica in ta cena je seveda ponovno astronomska. Zato še posebej ponovno poudarjamo, da je žalostno, nedopustno, celo sramotno, da moramo dejansko v državi zbirati zamaške in da državljani na lastnih plečih oziroma iz lastnih žepov pač pomagamo, da ti otroci lahko pridejo do zdravila in to se v prihodnosti ne sme več dogajati. No, to je seveda bil gospod Bezenšek, ustanovitelj tega društva William Julian. Torej, ne samo SPIZ, o katerem smo prej govorili, tudi Zavod za zdravstveno zavarovanje, plačuje na drugi strani za spremembo spola. Menda smo dali že 500 000 za take spremembe. Denar gre seveda v Srbijo, ker menda pri nas bil en zdravnik je bil, pa se je upokojil. Torej, kako vi gledate na to? Žalostjo. Veste, človek bi se ob tem zjokal. Ta Matic je doma iz našega konca. Kolikor jaz ljudi poznam, so zanj darovali, tako ali drugače, šli so na koncerte in tudi pri nas doma smo zbrali kar zajeten znesek za njega, vendar, ko poslušam, koliko je teh otrok, za katere zbiramo denar, po drugi strani pa vidim, ne samo, kaj vse ta zdravstvena blagajna financira, ampak tudi komu vse pritiče denar iz državne blagajne. Nimam več tistega občutka, da se bi zjokala, da bi rjovela. Veste, jaz sem že toliko stara, da se mi zdi, da če ne bi dala čustvom tiste proste poti, da bi me zadoščile. In ob takih le zgodbah, ko ti ljudje, ki imajo v rokah vso moč, pa kaj bi bilo njemu dati, pa kaj je 3 milijone, kolikor bi takšno zdravilo stalo v Ameriko, kaj pa je 3 milijone, pri vseh teh milijonih, to sta 2 litijski. A veste? In oni bi morali reči, ja, v redu, toliko otrok se jih ni veliko. Dajmo narediti vse, da bomo izgledali sami kot ljudje, da ne bomo izgledali sami kot grabežljive zveri, ki samo vse, kar jim pride pod roke, tlačijo svoje žepe. In ti otroci, to je, jaz tega ne znam razložiti, to te zaboli srce, ko vidiš, kako čakajo, kako potrpežljivo čakajo, da pridejo na vrsto za takšna zdravila. Seveda se potem izgovarjajo, da to zdravilo pri nas v Evropi še ni registrirano. Ampak milijon stvari ni registriranih, a veste, pa smo zanje zmetali na kupe denarja. Ja, lejte, vse skupaj je ena velika tragedija, pravzaprav v Sloveniji. No, zato se seveda ne moremo čuditi. Zdaj za konec smo pustili tole anketo o podpori vlade. Zdaj, lejte, to bomo malce komentirali. Zdaj vlado podpira samo še 29%, 54 ne več. Dobro, teh ne vem, te se nočejo, se mogoče tudi bojijo izraziti po teh telefonskih anketah. Zdaj na prvem mestu je SDS, to je bila zadnja ta tedenska anketa. Gibanje Svoboda samo še 12%, SDS 21% in potem vidimo SD, Levico, Novo Slovenijo, vprašanje, ali bo sploh prišla v parlament. Torej, tu na koncu je tisto vprašanje, kdo se bo s kom povezal, SLS, Lotrič, Demokrati. Tule je veliko vprašanje pri Novi Sloveniji, kaj se bo zgodilo, oziroma ali se bodo te glasovi razpršili. Kaj vi rečete na to? No, jaz mislim, da dokler bo približno 30% Slovencev še držalo štango tej vladi, toliko časa se bojim, bo voz imenovan Slovenija drvel še proti dnu. Jaz velikokrat grem prebrati tudi različne komentarje na Facebooku in tam komentirajo ljudje, ki jih jaz osebno poznam. In komentirajo v stilu tako dobre vlade, kot je ta,
še nismo imeli, veliko sreče, gospod predsednik, recimo zadnjič, ko je imel rojstni dan. Najraje bi vas objela, ker ste tako fajn. In takšnih ljudi, ki tako razmišljajo, ni malo. Jaz sicer ne dam veliko na te različne ankete in tukaj le teh 12,3% za Gibanje Slovenija, tukaj bi morali biti 0,0. Pri vseh teh neumnostih, ki jih počnejo. O čemer sva govorili, ne, v oddaji. Ampak recimo zanimivo je, recimo SD, recimo, če ste gledali včerajšnjo Tarčo in komentarje, ko sem brala na X-u, kljub temu, da je bil ta spirit nekakšno leglo vseh tistih... Bankomat za SD. Bankomat, ampak to ljudi ni prepričalo, da se ne bi za SD, se vidite, da so šli procenti pri SD mičken gor, to pomeni, da vse te neumnosti, ki jih počnejo v vladi, da na državljane nimajo enega ne kratkoročnega, ne dolgoročnega večjega vpliva. Mogoče so to te izjemni, z izjemnimi pokojninami, izjemnimi dodatki. Lahko so to kakšni birokrati, lahko so to kakšni javni uslužbenci, pa vendar, če je ta anketa anonimna, tam ne boš všečno odgovarjal, ampak boš odgovarjal tako, kot čutiš. In zaradi tega, ker je recimo prav pri SD šel ta odstotek kljub temu spiritu. Gor? Še gor. Iz 6,4 na 6,6. Veste, to je zelo zaskrbljujoče, ne zaradi njih, zaradi ljudi, ki te anomalije, ki se dogajajo, pravzaprav nagrajujejo. Ja, če verjamemo anketam, ne? Dobro, vprašanih je bilo 724. Pri Levici, recimo pri Levici, glede na to, kaj se je dogajalo v Škofji Loki s temi invalidi, bi tudi odstotek moral še bolj strmo zgrmeti proti nič. Ampak očitno ljudje tudi to, da je minister za družino praktično pogledal skozi prste tem, ki želijo, oziroma ki so invalide postavili na cesto, da to nima nanje nobenega vpliva. No, poglejmo zdaj, kako so se odrezali politiki, ne? Tu pa je malce spremembe, ne? Dobro, Nataša Pirc Musar je na istem mestu, Han tudi z vprašanjem, kako je to mogoče, ne? Vendar Jani Prednik, vidite, iz SD-ja je šel gor, ne? Jernej Vrtovec navzdol, Logar navzdol, Janša gor, ne? Tonin dol, Vrečko dol, Golob pa tudi navzgor. Klemen Boštjančič pa seveda zaradi nepremičninskega davka predvidevam navzdol. Torej, kako si pa lahko razlagamo tole? Vendarle Janša ni več na zadnjem mestu. Lejte, zdaj je pa na zadnjem mestu pa Golob. No ja, recimo, če bi po vseh teh parametrih, ko si jih nekako predstavljamo tudi preko teh aktivnosti, ki jih ima recimo SDS. Vi samo to morate vedeti, da ne mine teden, da ne bi imeli enega, dveh ali celo treh različnih dogodkov širom po Sloveniji, da ne bi bili ti dogodki polno obiskani, dvorane pokajo po šivih, in če bi gledali skozi to prizmo, potem bi moral biti Janša po priljubljenosti na prvem mestu. In glede na to, kakšne neumnosti predsednica države včasih strelja, ne nazadnje tudi z vsemi temi kritičnimi izjavami, nedavno tega pri naših sosedih Avstrijcih, to bomo še posebej pogledali, bi pač njena priljubljenost morala mičkeno zdrseti. Ja, pa Matjaž Han, recimo, na katerega se tudi lepijo afere pa denar, ne? Ja, kar naprej
naprej, ampak kot je nekdo napisal na družabnih omrežjih, takrat, ko je najhuje, pride na televizijo, se tam zjoka, reče, oprostite mi, nisem nič kriv in potem ga imamo vsi še naprej, mogoče še celo veliko bolj radi kot vsi drugi. Za Prebiliča me pa zelo zanima, zakaj je on na 3. mestu. Nima ne stranke, je v Bruslu. V Bruslu govori srbsko. V Bruslu, no, še celo to. A veste, tudi če prebivalce Kočevja vprašaš, kako so bili z njim zadovoljni, bi slišali veliko kritičnih misli, pa vendar je na 3. mestu. Potem je gospa Zupančičeva, včeraj sem poslušala Vodeba v tem televizijskem Faktorju. In potem Prednik pa tudi ne poznam, je zelo všečen, lušten, mlad, perspektiven v tej stranki, ne, mogoče. Je pravi, da je še najbolj takšen, kako bi rekla, da bi se z njim dalo pogovarjati tudi strani, recimo, desnosredinskih strank. Vrtovec Tonin padla, ne? Zanimivo. Ja, Vrtovec Tonin padla, ampak zakaj? A veste, ker včasih sem bila presenečena, ker sta bila zelo visoko zgoraj, ko pravzaprav sem imela občutek, da sta bila glede svojih različnih aktivnostih nekje na počitnicah. Recimo, mene zanima, zakaj na teh lestvicah ni Čadonič Špeličeve, ker se ves čas oglaša v parlamentu. Zakaj ni mojega sokrajana Janeza Žaklja, ker se ves čas oglaša v parlamentu. Recimo, ona dva sta dva takšna zelo izstopajoča pri stranki Nova Slovenija, pa vendar jih ni zaznati na nobeni lestvici, kar meni osebno dokazuje, da ljudje pač, to je Tonin, ja bom pa njemu dal eno piko, čeprav v bistvu pojma nimajo, kaj on počne. No, zdaj ta teden je tudi Dejan Kaloh, eden od teh odpadnikov iz SDS-a, tudi ustanovil svojo stranko, ne. Imenuje se Suvereni, ne. Tole bo njihov znak. Zdaj, vprašanje, seveda se takoj usulo, tudi jaz sem brala te komentarje, Suvereni, kako pač govori o zaščiti suverenosti slovenskega naroda na lastni zemlji in v svoji državi. Mi pa praktično smo podružnica Brusla in vsega drugega, samo ne na lastni zemlji suvereni. Kako komentirate to potezo? Ima sploh kakršnokoli možnost? Jaz mislim, da ne. In to zaradi tega, ker ker je pač padel ta čas, ko mu drugega ni kazalo. Ker je nekako izvisel pri SDS, potem ne vem, kaj je bilo narobe z Demokrati, in je nekako izvisel. Saj je zelo simpatičen fant, redno berem to, kar on objavi, kar zapiše, pa vendar ni v njemu tistega materijala za nekega predsednika ene resne politične stranke, pa ne glede na to, a je desna, a je leva, a je sredinska. Meni je zelo žal, no, da se je tako takrat odločil, kot mi je žal za Anžeta Logarja in za vse tiste, ki so mu sledili, ker sem imela zmeraj občutek, da so bili v svoji prvotni stranki močno upoštevani in da so tudi zlasti Anže Logar kot zunanji minister, da je bil zelo dober, odličen pravzaprav. Za gospoda Kaloha, ne vem, kakšne prišepetovalce imajo vsi ti politiki, ki želijo potem voditi ene solo akcije, ampak jaz mislim, da to ni fajn, no? Da bi bilo bolje, če bi ostal tam, kjer je prvotno bil. No, očitno je beseda suverenost zdaj moderna beseda, ne? Že prej ste omenili predsednico države Natašo Pirc Musar. Tudi ona je poudarila pomembnost suverenosti in ozemeljske celovitosti Slovenije. Mislim, kot da bi nas kdo napadel, ne? In z zaskrbljenostjo opazuje koalicijske pogovore med svobodnjaki in ljudsko stranko v Avstriji.
Ampak prosim nas, no, spet se vtikamo v nekaj, kar se nas ne tiče. A si vi predstavljate, da bi zdaj na podlagi Kaloha in vsem tega, kar smo danes govorili, da bi Avstrijci, da bi njihov predsednik dajal neke komentarje in bil zaskrbljen? Jaz mislim, da v Sloveniji, glede na zadnjo politično garnituro, izjemno primanjkuje te politične modrosti. Kaj ti lahko rečeš, ko prideš recimo v Bruselj, ko prideš v Avstrijo in ne nazadnje, ko prideš v Italijo. A veste, ti moraš imeti v sebi ogromno te modrosti. Dober politik je tisti, ki ogromno pove med vrsticam, čeprav na pogled vse tisto, kar on govori, nima kakšne velike teže. In mi ne moremo, ko pridemo nekam ven, s pestjo tolčiti po govorniškem odru, niti ne moremo ene suverene, prijateljske, sosedne države poučevati, kako naj se njihove stranke med seboj združujejo. Veste, ker to ne gre, to ni politično korektno in to ni prav. Lahko si ti petelen na domačem kupu gnoja, ne more se pa ti petelinati na avstrijskem, bruseljskem ali kateremkoli drugem gnoju, tam moraš primerno predstaviti svoja stališča. Jaz lahko rečem kršen matiček doma, med 4 stenami. Ko pa grem ven, se pač moram primerno obnašati in če izrečem kakšno neprimerno besedo, se moram, kot mogoče 15 minut nazaj, se moram zanjo na nek način opravičiti in povedati, da kakšne primernejše besede pač nisem našla. In tudi mi, ko se pogovarjamo s tujimi državniki, če želimo, da nas bodo spoštovali, da bodo imeli v nas enega korektnega sogovornika, se pač moramo temu primerno obnašati. Ali nam je naredila škodo na tak? Seveda nam je naredila škodo. Vsak, ki se ne obnaša primerno, nam naredi škodo. In mi ne moremo vplivati na to, katere stranke se bodo v Avstriji povezovali med seboj. Lahko pa naredimo vse, da bomo z njimi našli skupni jezik. To je bistvo nekega politika, vsaj skozi moje oči, jaz upam, da se ne motim, da mora najti način, kako se z določeno politično opcijo, čeprav ni ta njegova intimna izbira, kako se z njimi pogovarjati. Veste, to je bistvo politika, da se zna v nemogočih razmerah z nemogočimi strankami, nemogočimi sogovorniki pogovarjati tako, da je volk sit pa koza cela. No, in to najti skupni jezik z Belo hišo, recimo je zdaj tudi kvadratura kroga, da tako rečem, še posebej, ker so se te vodilni opredeljevali za Kamalo Harris, namesto da bi bili pametno tiho, ne? In takole je odgovoril gospod Boscarol, ko so ga vprašali, ali lahko postane most med Slovenijo in Belo hišo. Mislite, da bi vam uspelo povezati državi tudi drugače, se pravi nekako v Trumpovih očeh očitno, po vaših besedah sodeč, dvigniti kredibilnost Slovenije, ali pa vsaj morda očitno imate dobra poznanstva, predvsem z gospodom Knausom pravite, morda spraviti predsedniški par v Slovenijo na vsaj neuraden obisk? No, jaz mislim, da največ možnosti tukaj ima dejansko profesor dr. Zorčeva, ki je tudi zorganizirala to povabilo na inauguracijo. Ona je namreč v Združenih državah izjemno spoštovana, bistveno bolj kot pri nas. Saj veste, Slovenci vse oprostimo, samo uspeha ne. Jaz se tudi bojim, da zaradi tega, ker je to zrihtala, da bo se v naslednjih tednih se bo zgodila še kakšna krivica, ampak ona je tista, ki bi najbolj lahko povezala Belo hišo s Slovenijo. No, in seveda, dr. Zorčeve seveda nihče ni nič vprašal, ne. In so celo spet napadli z nekimi starimi zadevami. Ja, saj to je bilo pričakovano, da jo bodo pribili na križ in točno to se dogaja,
ker, kot smo že enkrat omenili, Slovenci oziroma očitno tudi ta vlada ne oproščajo, da je nekdo uspešen, da je nekdo prišel tja, kamor so se pred njimi zaprla vsa vrata. In z vso gotovostjo trdim, da v tem mandatu ameriški par Slovenije ne bo videl, če pa se bodo vremena spremenila, pa se to lahko zgodi v naslednjem mandatu. Naše vlade mandatu, ne? Ja. V naslednjem, pač, ko bomo novo vlado izvolili, kakršnokoli že bo. Jaz upam, da bomo pametno izvolili, da bomo izvolili takšno, ki bo povezovala, ki jim ne bo zidala nekih neumnih zidov med nami in tudi politiki iz sosednjih in tudi preko atlantskih držav, da je treba se z ljudmi pogovarjati. A je to Trump, a so to avstrijski, a so italijanski politiki, z njimi je treba navezovati stike zaradi tega, ker dober politik to počne. Tisti, ki pa ni dober politik, seveda pa zidove in komandira, kdo pa lahko v določeni državi ne samo zmaguje, ampak ima tudi v rokah škarje in platno. In meni osebno je za gospo Zorčevo izjemno žal, da nekdo, ki je takšen strokovnjak, takšnega formata v matični domovini, tako kot se je morda dogajalo tudi gospodu Dolencu, ki je nedavno tega preminul, da se dogajajo takšne krivice, ampak to se dogaja lahko samo tam, kjer ljudje težko ločijo med tem, kaj je dobro in kaj je slabo, kaj je prav in kaj je narobe. In v neki državi, kjer bi ljudje znali to dobro in slabo ločiti med seboj, bi naredili vse, da tudi na gospo Zorčevo ne bi letela takšna grda polena, kot letijo. In če se povrnem samo mičkano nazaj, tudi za tega politika, ki se je zdaj povezal z Anžetom Logarjem, pravijo, da je samo vprašanje časa, kdaj bo dobil svojo porcijo, zaradi tega, ker je pač iz svobode odšel. Veste, svoboda ima lahko tudi zelo negativen predznak. In mi se moramo tega zavedati, kot ljudje, kot državljani, da moramo prav zaradi tega, če želimo ohraniti eno notranje ravnovesje teh moralnih vrednot, ki naj bi jih imel vsak človek, se moramo znati začeti opredeljevati do tega, kaj je prav in kaj je narobe. No in tu smo prišli do trenutka, ko mogoče tudi medve komentirava, kaj se dogaja pri sosedih, to pa čisto iz tega potrošniškega vidika. Me zanima, kaj vi menite, na Hrvaškem so se odločili za bojkot trgovin, bi se morali tudi mi? Jaz mislim, da ne. Zaradi tega, ker trgovci niso krivi, ker morajo plačevati tako visoke davke, ker morajo plačevati vse tiste, recimo, marže in te reči, zaradi česar so točno določeni izdelki, recimo v avstrijskih trgovinah neprimerno cenejši, zaradi česar je, recimo, če pri nas greš ven, iščeš prenočišče, to se meni dogaja, s 3 zvezdicami plačam približno toliko, kot če grem nekam v Evropo, kjer je 1 zvezdica več, pa morda včasih plačam tudi manj. Veste, marsikaj je odvisno od tistega, ki je lastnik trgovine. Veliko pa je odvisno od teh pogojev, pod katerimi ta lastnik pač živi v neki državi, plačuje tudi delavce in tako naprej. In dokler ne bomo imeli eno normalno, tudi davčno politiko in ene normalne obremenitve, o katerih smo tudi govorili, za vse te podjetnike, za vse te, ki na ta način kot trgovci služijo svoj denar, toliko časa se bodo stvari tudi v trgovini dražile. Jaz ne krivim trgovcev, še zdaleč ne, ampak tudi oni morajo živeti.
In če jim država nalaga davke, ja, od kje pa bodo jemali, se niso mati Terezija. Kako je pa to na Hrvaškem, pa pri najboljši volji ne vem, ker Hrvati imajo pač svoje interese in kako te interese pri njih delujejo. Si pa predstavljam, da je ta bojkot trgovin prvi korak v smeri, ko se bodo tudi Hrvati začeli postavljati na barikade in dvigovati glave. No, pri nas nekateri omenjajo, da bi morali bojkotirati prispevek za RTV Slovenija. Zdaj, če spet pogledamo Hrvaško, na hrvaški javni RTV bodo odpustili 800 zaposlenih, to je tam nekje tretjina. Na naši, kjer pa so povečali ta prispevek, dobili bodo letos 150 milijonov, od tega je 3/4 našega prispevka, pa praktično ni nobenih sprememb. Pa ne, da bi mi pledirali, da naj mečejo ljudi na cesto, ampak mogoče vsaj kakšne programske spremembe bi pa lahko pričakovali. Kaj vi pričakujete od naše javne televizije? Ja, vsak javni zavod bi moral delovati po zelo enakih principih kot zasebni zavod. A veste, ker če on deluje, kot da je vreča denarja, ki jo ima na razpolago, brez dna, potem bo tako, kot je pri nas. Predvidevam. Če pa bi to bil neka zasebna televizija, ki jih imamo tudi nekaj v Sloveniji, in vem, da je tam veliko manj zaposlenih, kot recimo na javni televiziji. Razlog je banalen, zaradi tega, ker en človek pač počne več stvari in dela, da niso tako razdeljena po posameznih osebah kot mogoče na javni televiziji. Ampak to so stvari, ki zahtevajo določen proces in tudi na slovenski javni televiziji se bodo morali prej ali slej vzeti v roke in se vprašati, ali je to, kar ponujamo našim gledalcem, našim uporabnikom zadovoljivo, ali so s tem programom zadovoljni, ali pa bi jim ob takšni množici ljudi, ki te programe ustvarjajo, lahko ponudili še več. Ker močno dvomim, da bi bili ljudje ob kakšni podobni anketi, da bi bili nad ponudbo, ki jo dobivamo strani naše javne televizije, več kot toliko zadovoljni. Ker seveda informativni program pa je tisti, na katerem ljubezen gledalcev do svoje matične televizije obstane in upade. In če se samo spomnimo na zadnji prenos govora, Trumpovega govora, ko je prevajalka zatajila besedo komunizem, je to znak za alarm, da je pri informativnem programu nekaj narobe. Če so zatajili eno takšno malenkost, koliko je še drugih stvari, o katerih ne spregovorijo. In potem človek nehote postane zelo previden. No in seveda, da v javnem sektorju delamo kot svinja z mehom, dokazuje seveda tudi Mestna občina Ljubljana. Zdaj presenetil me podatek, da je bil za tale novi bazen Ilirija podpisan že 17. aneks in seveda je cena projekta narasla od 40 milijonov na 62 milijonov in pol. Ja, ljubi Bog, pa kaj se dogaja? Je to zlat bazen ali kaj imamo noter srebrne sedeže? Tukaj na koncu se pa z vami vida ne bi strinjala. Vi primerjate samo obnovo stavbe na Jesenicah, železniške stavbe, ki je ocenjena na 120 milijonov in tole, ko pa je recimo vsaj z ceste videti kar neki, pa da je samo 60 milijonov. Ampak 17 aneksov, gospod Miklavčič. Ja, seveda, to pomeni, to pa pomeni, da je že, bom rekla, če se spet vrnem na to nesrečno železniško postajo na Jesenicah, da je ta že v štartu
neštetokrat precenjena. In če je tukaj, si pa lahko samo predstavljaš, kam vse je šlo tistih, to pomeni, že 40 milijonov je moralo biti veliko. Ja. To pomeni, da so bili zadovoljni vsi, ki so imeli svoje žepe zraven. In da je potem še vsi aneksi, ki so bili dodani, to pomeni, da so prihajali vsi tisti, ko so rekli, ata jaz bi tudi. In je pač ata dal še njim. Jaz si tako predstavljam. In če primerjam ta dva projekta, Jesenice in tole, potem si kot čisto običajen državljan se zgrozim ob misli, kako ogromna je lopata, s katerimi si tisti, ki imajo v rokah škarje in platno, mečejo denar v svoje lastne žepe. Ker če bi, škoda, da nisem vprašala znanca, ki je pač gradbenik, da bi mi povedal, koliko bi pa po njegovi oceni skozi oči nekega gradbenika lahko takšen projekt stal. Ker recimo za Jesenice je rekel, da več kot 40 milijonov, je rekel, bi morali biti tudi vsi tisti zlati tiri. Vsi tisti, ki so sedeli okoli mize, več kot zadovoljni. Ja, no seveda mi se pa strahom sprašujemo, koliko bodo stale vstopnice za vstop v ta bazen, ampak o tem pa najbrž drugič. Ja, ima pa certifikat, sem slišala ta dan. LGBT certifikat ima ta stavba oziroma ta bazen, tako da je to verjetno še ena dodana vrednost, zaradi katere bodo vstopnice še dražje. Še mogoče za spoznanje dražje. Dobro, to je to. Spoštovana Milena Miklavčič, hvala lepa za vaše komentarje ta teden in hvala za pozornost, spoštovane gledalke, gledalci, in nasvidenje.